Hej, kak teden, skoraj 2 nazaj, sem na svojem Instagram profilu z vami delila svoj obisk Dela Spine. Tisti, ki še ne poznate Dela Spine, priporočam, da si ogledate enega mojih zadnjih videov, bom pustila link v infoboxu oziroma v opisu, kakorkoli se to reče. In sicer sem pri Dela Spini v preteklosti si izbrala svoja dioptrijska očala, dejansko kar 3, ne samo ena. In sicer je Dela Spina prostor, kjer dobiš dioptrijska očala res po ugodni ceni, dosti bolj ugodni kot pa kakšni konkurenčni znamki. Poleg tega pa ima res toliko modelov in pri korekcijskih očalih opcijo poskušanja doma en teden, da res za mene je bil no-brainer, da bom izbrala svoja prva očala pri njih. No, kadar pa pride do sončnih očal, pa je malo drugačna situacija. Sicer sončnih očal še nimajo opcije pomerjanja doma in online nakupa, je pa opcija, da greš v Ljubljano na Kersnikova 10, mislim, da je taka ulica, ne vem, zelo sem slaba in GPS me povsod vodi. Lahko pa rečem, da je bilo precej lahko najti to lokacijo in da je po moje to edina lokacija, pri kateri se nisem zgubila v Ljubljani. No, kakorkoli, tokrat sem torej šla v fizično trgovino si preizkusiti različna sončna očala. Imajo res nešteto modelov in lahko garantiram, da vsak najde nekaj zase. Jaz, kadar sem šla, sem imela 3 vodila v glavi in sicer prvo vedela sem, da bom vzela polarizirana. Ja. Vedela sem, da morajo biti ogromna in da morajo biti črna, temna, da res se ne bom mršla, ker punce ne rabimo botoksa, rabimo samo dobra očala. Bolj, ko se boš ti mršla, prej bo vse to skupaj in nočemo staranja, hočemo ohraniti mladost. In ja, torej, to so bila moja 3 vodila in sicer pa pri Dela Spini je tak, da ponuja in opcijo polariziranih in nepolariziranih očal. Kakšna je to razlika? Pri polariziranih je tak, da ti leče ali kakorkoli pač nisem optik, tako da ne znam povedati tako specifično in dejansko, kaj se zgodi, ampak naredijo ti tako, da ti ne šajna vse. Torej, kadar ti voziš, kadar karkoli, da se ti ne odbija tista svetloba, ampak da je vse nekako, ne mat, ampak pač ne odbija se ti, ne sveti se ti, ne znam drugače povedati. To je plus in minus, če ti delaš dosti nekje zunaj za ekrani, je lahko to minus, zato ker ja malo popači sliko na ekranu, malo bolj tako zelenkasto viola vse skupaj izgleda. Če pa si dosti v naravi, če si trener ali pa kaj takega in da dosti časi si aktiven ali pa tudi dosti prevoziš, pa bi jaz kar priporočala polarizirana očala, zato ker res ni tistega odboja, ni tistega sijaja in res prijetna vožnja. Torej, jaz sem prišla v Dela Spino. Modelov je bilo preveč jih je bilo lepo, sem za sekundo bila kar hvaležna, da ne živim v Ljubljani, ker če bi po moje vsake 2 dni bila tam in vsake 2 dni hotela druga. Kar mi je bilo všeč pri sami izkušnji je to, da res nisem občutila nobenega obsojanja, sem zelo neodločna oseba in čeprav sem šla v trgovino s tistimi 3 vodili, kaj si želim, vseeno, kadar sem stopila not, sem bila toliko overwhelmed nad vso izbiro, da sem opravila 5000 FaceTime-ov, ne vem koliko selfie naredila, celo vas sprašvala za mnenje. In kar mi je bilo res zelo všeč je, da je tudi oseba tam mi pomagala, ne probovala prodati, pomagala. Torej, da če mi nek okvir ali karkoli ni pasal, rekel, ne, talih ni bil, boljši je bil tisti, ker dejansko, če greš ti sam nekaj tako kupovati, jaz to nenormalno cenim, da oseba noče samo nekaj prodati, ampak dejansko ti pomagati. In sem se res počutila tako dobrodošla, nič judgmental ali karkoli, da sem in slikala se in po moje sem bila res 1 uro tam noter. Zadnje pol ure pa je bila izbira večinoma med 2 parama, sicer takih, kar sem tudi z vami delila na Instagramu. In sicer, kot sem rekla, moja 3 vodila so me pripeljala do črnih, ogromnih chunky očal, stil Karl Lagerfeld bi jaz rekla. In to je bilo zame no-brainer. Takoj, ko sem jih videla, sem bila, ok, to so tam. Potem pa sem nekje na policiji zagledala očala, katerim standardno nikoli ne bi gravitirala. Zlata, svetla, komaj kaj zatemnjena, kovinska, totalno vse drugo, kar pa sem celo življenje, namreč celo življenje nosim samo črna sončna očala. Totalno nekaj drugačnega, ampak nekaj me je primila, sem jih dala na sebe, da sem jih pomerila in kadar sem, to je bila dilema. Jaz sem res še imela tako bež majčko in vse tako, da je res cel outfit ratal z tega in sem bila pred tisto dilemo, ok, imam tukaj ena očala, ki sem 100%, da mi bodo služila, ker je nekaj, čemer vedno gravitiram, kar sem jaz v očalih
In nekaj drugega, kar pa je bolj korak iz conodobja, ker je bil tak šminkerski, kjer je bil modni dodatek, kaj narediti? Prišla sem pa samo po ena, ne? In potem sem razmišljala, ok, če vzamem črna, bo to definitivno polarizirana, torej od kljuka še na kljukca se. Pri bež, to so bolj šminkerska očala. To niso tak, da bi jih ne vem koliko se vozila z njimi, to so taka, da bi šla na kavico, pa potem jaz pogledala mobi in polarizirana niti ne bi bila toliko potrebno, da so. Torej bi mi prišlo bolj ugodno. Namreč pri Della Spini, kot sem povedala, nepolarizirana sončna očala so 30 € več kot pa klasična njihova korekcijska očala, polarizirana pa 50. Torej v mojem primeru za nepolarizirana pride 130 €, 129 pa neki, 99 pa nekje to. Pri polarizirani pa okoli 150, ker nimam toliko velike korekcije, nimam toliko velike dioptrije. That's the word. In vse skupaj, in sem ta so bolj ugodna, ampak ta pa vem, da bom dosti več ponosila, temna so in vse skupaj. Še vedno sem se zavedla, da se gre res za ugodna očala, ker mama moja ima tudi korekcijska očala sončna in je vedno kupovala pri enih drugih optikih, ne bom imenovala kjerih, ampak zmeraj je mogla za korekcijska sončna očala odšteti nekje 450–500 €, tako da sem še vedno v velikem plusu glede tega, ampak vseeno je dilema. In sem se hotela odločiti z možgani, ne samo to je lepo, to hočem. In tako sem pristala, kljub temu, da vas je večina glasovala za tista zlata, karkoli, sem rekla ne, črna so bolj praktična, črna sem jaz, ne bom obžalovala, ta bom vzela. In smo naredili vse, zbrala sem tudi, kakšno si hočem dejansko lečo, bolj na zeleno, da vleče na črno, vse to sem vzela na črno. In to je bilo to, jaz sem stopila s trgovince in sem bila prepričana, sem se prav odločila. Cele pol ure. Po pol ure vožnje sem se parkirala pri strani in napisala Della Spini. A je kakšna možnost, da dobim oboje? In sicer ja, kljub temu, da sem že v računalnik so vnesli, da mi začnejo izdelovati črne in vsega skupaj, sem jaz in pisala, če slučajno se še spomnijo, kdo sem, kjera sem gledala in če je kakšna možnost, da mi izdelajo še bež in da še ta mi pošljo na dom. Namreč pri sončnih očalih, ker sem rekla, je tako, da ti si greš tja sprobat in vse skupaj, tam še ni tvojih leč noter, logično, potem pa na dom dobiš svojo korekcijsko številko, se reče, kakorkoli, dobiš točno za tebe, s tvojimi lečami, s tvojim vsem. Hvala Bogu, so si zapomnili, kdo sem, verjetno tudi zaradi tega, ker sem bila toliko neodločna. In so rekli, da ni problema, sem pa prvo, kadar sem se pogovarjala z njimi, so mi rekli, da tista črna očala bo za počakati 10 dni. Jaz sumim zaradi tega, ker so tako popularna in tak lep model, da verjetno sem tak šla in da je zmanjkalo teh okvirjev. Ampak vseeno 10 dni je ful hitro, kar pa me je še bolj presenetilo, da ta druga, ki sem jih dejansko v avtu naročila preko Instagrama, so bila pri meni že v roku 3 dni. Torej, zdaj končno lahko rekam skrivati pred vami in pokažem oboja. Prva, kar sem si izbrala, oziroma kar sem jih dobila prva, so ta, torej nekaj, kar totalno ne bi standardno gravitirala. Že zaradi tega, ker so bolj svetla, ker sem vedno celo življenje nosila samo črna in me je bilo strah, da ta ne bodo dovolj zatemnila. Zdaj pa lahko povem po kakem tednu, pa pol, 2 tednih, tednu pa pol, kar jih imam, da dejansko ta več nosim kot pa druga, kar vam bom pokazala. Že zaradi tega, ker jaz sem dosti na telefonu, karantena je, ampak tudi, gleda, to so kovinske in vse skupaj so res prijetna za nošenje in pa taka, kot sem neka šminkarska. Druga, kar sem jih vzela, pa sem jih zdaj nosila večinoma, kadar sem vozila, ker so res nenormalno prijetna, nič se ne odbija. Tudi zdaj, kadar je tako malo čudno vreme zunaj in malo blešči, tako lepo zatemni, nič več ne občutim tisti glavobolov. Če spremljate me na Instagramu, pol veste, da se dostikrat pritožujem, jamram, ker imam v dnevni kar velika ta balkonska vrata in nimam še zaves in dostikrat občutim glavobol zaradi te prav piercing, ne vem kak je v slovenščini, svetlobe. Ta očala pomagajo, da tega ni. Ne rabiš se mrščiti, lahko šparaš, ne rabimo botoksa, ne bomo se mršle, ampak dejansko ti pomagajo, da vidiš vse normalno, da te nič ne peče oči čez dan, pač res uporabna zraven tega, da so tak chunky, da so tak, res badass. Če bi lahko kako opisala ta očala, bi rekla, so res badass.
Sem se pa odločila, ne vem, če sem to že povedala, pri teh za polarizirane leče in sicer, kot sem prej povedala, to pomeni, da se ne odbija svetloba in vse. Pri teh pa ne. Zakaj? Kot sem povedala, te jaz dojemam bolj kot šminkarska očala in zaradi tega, da zraven brez problema gledam v ekrane, da lahko, če grem kdaj delat online zadeve iz kakega bara ali pa kaj takega, lahko še vedno prijetno mi je, ker ni toliko močna svetloba, ker se ne rabi mrščiti, ampak normalno tudi vidim v ekran. Te so pa top, zdaj včeraj, sem bila v Ljubljani in je bilo res precej tako vreme na poti, pa je bilo zelo lepo in je bila tako prijetna vožnja, tisti glavoboli, kar sem zmeraj občutila in vse skupaj nič ni bilo, tudi obe dvoje so, ne glede na to, koliko so lahko velike ali pa kovinske, zelo prijetne za nositi. In ja, te so torej na koncu 130 €, te 150, še vedno, quick math, 280 € za dva para, s tem, da jaz sem pa navajena bila doma gledati, da je mama vsakih nekaj let mogla zapraviti 450 do 500 €, kar je že tak razmišljam, to so korekcijska očala. Jaz so accessory in to zelo lep, obviously, ampak vseeno korekcijska očala bi jaz dojemala kot neki nujni medicinski pripomoček in pol dajati nekih 500 plus, okoli 500 € za nekaj takega mi je precej nepotrebno, glede na to, da brez njih ne vidim. Torej, ja, to je to z moje izkušnje. Zdaj bom končno lahko z vami delila jih tudi na svojem Instagramu, tudi v outfit postih in vse skupaj. Ful me zanima, za katera bi se vi odločili, če bi imeli izbiro med tema dvojema. Na Instagramu ste večinoma glasovali za bež, kar me je precej presenetilo, ker sem mislila, da ta črna bojo pa ja winner. Ampak ja, jaz sem tako hvaležna, da imamo oboje zdaj in mislim, da bi mi bilo žal, če ne bi. In tudi glede na ceno niti malo ne obžalujem, ker je res tako ugodna odločitev. In tako je fajn, ne znam povedati, ker dejansko lahko greš v naravo in ti nič ne blešči, se ne rabiš sekirati za glavobole, za odmrščenje in za vsega skupaj in ja, definitivno dela spina, kadar pride do korekcijskih očal, sončnih ali klasičnih je moj go-to in bi jo vsakemu priporočala. Če greste tja ali pa če naročujete online, 110% priporočam in stojim za njimi. Malo mi je bedno, ko sem jih vprašala, če bojo prišli tudi v Maribor, pa nimajo njih plana, ampak bom oprostila, Ljubljana tudi ni tako daleč, Slovenija ni tako velika. Ja. Če te še karkoli zanima, mi to zapiši v komentarje, pa bom probala čim prej odgovoriti. Drugače pa se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!